Jelena Dimitrijevič pa je v Kalčku pripravila prispevek o spomladanskih alergijah. Zakaj prihaja do spomladanskih alergij in kakšni so simptomi? Predvsem zaradi tega, ker telo ni odporno oziroma imunski sistem pretirano odreagira na kakšne alergene, ki jih najdemo povsod, predvsem, ko govorimo o spomladanskih alergijah. Tukaj mislimo seveda na cvetni prah, na kakšne trave oziroma drevesa, najbrž v bistvu tako breza je najbolj izpostavljena, tam začetek aprila začne cveteti. Se pravi v zraku ali tudi nekje drugje, ko govorimo o različnih alergijah, potem je to tudi lahko v hrani, lahko je voda, lahko je povsod. Simptomi pa so res izjemno nadležni. Verjetno je treba katera živila izločiti iz hrane, če se hočemo pozdraviti. Ja, vsekakor zaradi tega, ker ne želimo iritirati dodatno imunskega sistema in zaradi tega, ker želimo, da je bolj močan in da se pravilno odziva tudi na potencialno alergene snovi, ki jih najdemo povsod, je treba dejansko izločiti najbolj alergena živila. Tukaj govorimo seveda v mleku, mlečnih izdelkih, tudi glutenu. Hkrati marsikdo bo imel težave tudi s histaminsko bogatimi živili. Tukaj govorimo predvsem o tisti, ki imajo težave z astmo. To pomeni recimo kakšna živila, meso oziroma izdelki iz mesa, različni starani siri, plesnivi, fermentirana živila, tudi nekatero sadje, kot so recimo kakšni citrusi, ananas, tudi lahko banana za nekoga, jagode, lahko je soja za nekoga problematična, na splošno alkohol pa fermentirane pijače, tudi kisi, recimo kot so balzamični kis, vinski kis in tako dalje. Marsikdo mora res pomisliti, posebej, ko ima težave s cvetnim prahom, na tiste navzkrižne reakcije z določeno hrano. Tukaj govorimo recimo, ne vem, tisti, ki so recimo občutljivi na brezo, potem lahko pomisli tudi na hrano, kot so kakšna jabolka, tudi zelena, tudi krompir in tako dalje. Je treba videti, kje so, kdo ima kakšne težave, s kakšnimi konkretno alergijami in potem videti, kje so tiste navzkrižne reakcije z določeno hrano. Vsekakor pa dejansko je treba uživati čim več polnovredne rastlinske hrane in jaz zadnje čase velikokrat priporočam, da bi pozdravili tudi naše črevesje in zmanjšali te reakcije, živila, ki vsebujejo nizko vrednost FODMAP molekul. To gledalci lahko tudi malo pogledajo na internetu, kaj to pomeni. Pa jih lahko našteva, katere so to? Ja, to je malo težje zaradi tega, ker je seznam res dolg. To so v bistvu posebne vrste sladkorjev, tudi določeni monosaharidi, disaharidi, fruktooligosaharidi in tako dalje. Tako da lahko pa se seveda posvetujejo z nami, ki se s tem področjem ukvarjamo in potem individualno sestavimo jedilnike glede na težave. Lahko omeniva še katere rastline in nutriente, ki so lahko v pomoč tem alergijam? Ja, vsekakor. Najprej seveda prehrana, pravilna, izločimo stvari, ki potencialno motijo osebo, ki ima alergije. To je prvi ukrep, na to pa se lahko dodajo kakšne stvari, posebej nam pomagajo živila, ki vsebuje več magnezija, kalcija, vitamin D je izjemno pomemben, posebej čez zimo, marsikdo ni bil dovolj izpostavljen sončni svetlobi, ker je skoraj nemogoče v naših krajih. Potem je zelo pomemben vitamin E, omega 3, se pravi lahko dobri viri, lahko kot kakšno prehransko dopolnilo. Pri alergijah fantastično pomaga guduči, posebej, ko imamo seneni nahod, recimo tiste spomladanske alergije. Če pravočasno začnemo uživati to rastlino, potem se zmanjšajo simptomi za 80%. In tako dalje, se pravi, je treba okrepiti organizem, tudi ne samo to, da dodajamo nekaj in nekaj odvzamemo, ampak skrbimo za to, da recimo, ko smo nekje od zunaj, pa vemo, da s tem imamo težave, če smo na vasi, recimo, se izogibamo, da gremo na sprehod zjutraj, če smo v mestih, pa potem pozno popoldne zvečer ni tako fajn, odpirati veliko okna pa se sprehajati. Ko gremo s sprehoda domov, potem ali se stuširamo, tudi vržemo tiste obleke, operemo jih, pa hkrati lahko uporabljamo še kakšno sredstvo, ki je izjemno dobro, v ajurvedi se uporablja, to je ena posodica neti, se imenuje, ko spiramo tudi nosno votlino.